Tudi mladi iz osnovne šole Dob spremljajo številne vplivneže v videih in na družbenih omrežjih in so že opazili, da ti nekatere izdelke zelo hvalijo. Včasih dajo videe, jaz pa uporabljam to, brez da rečem, naprimer, ta video je sponzoriran. Velikrat to spustijo, ampak nekateri pa, ker ravnajo pametno, pa tudi recimo napiše, da je sponzorirano. Vplivnež hvali blagovno znamko in z ničemer ne pove, da mu je podjetje plačalo za to. Temu rečemo prikrito oglaševanje. Takšne vsebine so zato sporne, vendar tega pri nas nihče ne kaznuje, pojasni poznavalka družbenih omrežij. Zakon o medijih take reči prepoveduje, ampak YouTube, Facebook, Instagram niso definirane kot mediji, so samo platforme. Zato nihče ne prevzema odgovornost, če so tam prikriti oglasi. Tamara opaža, da vplivneži zelo pogosto prikrito oglašujejo. Podjetjem se to splača. Ljudje bolj zaupamo nekim tretjim osebam, kot pa oglasom na televiziji, naprimer. Če ti nekdo, ki mu zaupaš, pove nekaj o izdelku, si rečeš, aha, to je pa res. Neke medvedke za lase, nekaj tazga prav, da je ful megastično, pa ne vem, kaj vse res, kao da dela, pa sem itak da hotela da probata, ne. Kakšne umetne trepalnice, a pa kakšen puder. Ja, sem kupila v bistvu tisto paletko za senčke od Kylie Jenner, ki je pač rekla, da je ful dobra in pa sem pač probala. Primo res, zdaj, ker sem velika, to itak zdaj vidim. Sam prej, ker sem bila pa manjša, bi pa itak kupila vse, kar bi videla. S podjetji sodeluje tudi Rebeka, njen kanal na YouTubu, kjer objavlja pestre vsebine, ima že skoraj 26.000 naročnikov. Kakšna podjetja, ki imajo bolj dražje izdelke, mi na primer pošljajo sam izdelek in rečejo, pač eden je zate, enega imaš za nagradno igro ali karkoli. Potem je tudi, da sem plačana ali pa mi pošlje kakšen testen izdelek. Zaveda se, da je vzornica mladim, zato v svojih videih omeni, kadar sodeluje s podjetji, ne razkriva pa kako. Ja, zdaj sem ugotovila, da bi bilo tudi cool, če kdaj napišem, ne vem, dol spodaj v description box, za kakšno podjetje gre, da niso samo besede, ampak da je še tako napisano. Zapiše lahko ključnik ad ali ključnik oglas. Objava je sponzorirana ali pa video je posnet v sodelovanju s tem in tem podjetjem. Mladim priporočam majčkeno pazljivosti pri sprejemanju vseh teh vsebin, namreč možno je, da gre zgolj za oglas in da ne gre za res iskreno mnenje. V skladu z direktivo Evropske unije bomo morali v Sloveniji do septembra 2020 tudi na platformah, kot so YouTube, Instagram in Facebook, zagotoviti ustrezen nadzor, oglaševalske vsebine pa bodo morale biti jasno označene.